Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Babice, detki in vsekakor mlade mamice, danes nekaj izjemnega za vas. V moji družbi iz Društva Sorško polje Mirjam Kopše, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes boste predstavili dva krasna recepta, povedali kaj da, kaj ne, kako podpreti mamico in njenega otročka in res se veselim vse te tematike. Ste me pa raznežili s tisto informacijo, ki ste zaupali, kako lahko oziroma kako bi morali nosečnico oziroma potem svežo mamico pravzaprav podpreti s hrano. Ker velikrat, ko pride domov, pa tak, pa nima cajta, pa to uno, kar na tretji, pa neki instant, pa to ni nič. Res je. Včasih so mlade mamice šle k svoji mami in so jih tam tako po starem, kot je bilo iz roda v rod v navadi, skrbeli zanje. Slovenija ima veliko strašljivih rekov za to obdobje, ampak pozabimo jih. Ko sem jaz vedela, da bom postala babica, sem bila tako evforična in vesela in se zahvaljevala gor, da se mi to zgodilo, da sem potem po elektronski pošti prosila svoje prijateljice, znanke, tiste, ko sem se jih spomnila, ko jim zaupam, ko jih cenim. In je priletel eden najboljših na svetu, 11 let nazaj. Jadranka je rekla, da je najbolj hvaležna svoji mami, da je skuhala, prišla in se neopazno umaknila, ker je imela mlada družina toliko opravka drug z drugim, da jih je vse motilo. In tega sem se jaz držala. In potem sem začela razmišljati, kakšne recepte jaz poznam, in sem kar naenkrat ugotovila, ne samo to, kar se je meni dogajalo, ampak to, kar so prispevale tete in stare tete in prababice. Moj najstarejši recept je živ več kot 200 let v družini, da imam ogromno znanje o tem. Samo je tukaj en hakelc, če rečemo po ljubljansko, da sem jaz vedno živela v več generacijskih družinah in je ta tok znanja, učenja ob delu šel naprej tako, kot mora, zdaj pa to prekinjeno. Se pravi, živimo v času, kjer je zelo nevarno, da se te družinski recepti, te pravzaprav najpomembnejše zadeve, da ne grejo naprej, ne? To je res. In bi rekla dvoje, ne za praznike, Božič, Novo leto, Velika noč, takrat se dobro je in dobro kuha. Ampak najboljše, z najboljših sestavin se kuha za mamico, za mlado novo mamico. Odlično. Greva pogledati tamle k pultu, kar vabi, veliko stvari ste prinesli in zato ste zaslužni mnogi člani vašega društva Sorško polje. Koliko znanja je tukaj na tej mizi, koliko dobrega in dajte si pisati tole, zdaj pa. No, jaz bi rekla, nekaj stvari je tukaj pokazanih, ker ni samo hrana, ampak še nekaj, kar se zgublja. In jaz bi rekla, če nekdo bolj poslušamo, bolj verjamemo, če nekdo z daljnih krajev pride pa pove, kaj je tam važno, ampak tam tudi stare poslušajo. Pri nas je pa to, kar rajši na internet pa bolj žvejo in šele potem, ko se nekaj zelo, zelo zaplete ali so pa v zadregi, potem pa dopustijo, da bodo tudi s tistim poskusili, kar je tukaj bilo iz roda v rod dobro. Prej bi se mogli k temu obračati, ne? Ja, jaz bi samo rekla, to, kar je tukaj razstavljeno za pojest ali pa tako, kot je recimo pripravljeno za kurjo juho, je v eni taki zelo lahki košari in se imenuje botrinja za prvo silo. Botrinja za prvo silo. To pomeni tisto, kar lahko prineseš, pa malo počaka, ali pa tisto, ko veš, da najbolj rabijo, pa bo zaleglo. Edin tega, kar tukaj ni, ker se zelo dolgo časa kuha, je kurja juha.
ampak bi pokazala moj recept, ga boste še dobili, tega nisem poslala, s kurjo juho, v tistih krajih ste bili. Moja teta je bila osebna tajnica brunejskega sultana in kot svetlolaska so verjeli, da prinaša novorojenim otrokom srečo. In je ta recept tudi tam. In sicer vse tisto, kar se v kurjo juho da, večina tašč oziroma babic jo zna skuhati, doda se olupljeno za en moški palec, ne celo, ampak tokle, debelo olupljeno korenino ingverja in en cel kobul česna. To pomeni, se še očisti, pa malo več, kot bi dali, malo več korenja, zato da osladi in da ta ostri von ingverja ublaži. To mama lahko mirno, kot čisto juho, pije celo čisto, kot v skodelicah, najmanj 10 dni po porodu še. Ne bo otroku nič škodovalo. Potem se pa že tisto začne, da česen ni zaželen. Da česen ni zaželen. Ja. Prinesli ste sabo tudi lovor. Lovor, jaz sem brala tukaj krasnih stvari o tem, kako dostopen nam je, pa kakšne sposobnosti pa moči ima. Na drugih koncih sveta iz naših koncev uvažajo lovor, jih drago prodajajo in predvsem govorijo lepe stvari o tem, kakšno je vaše stališče o lovorju, kako bi ga morali uporabljati? Vsakodnevno. Ampak prav tale svež je z enim drugim namenom. Glavni namen je tamle v tele posodici, oziroma je lovorov sirup. To je star recept pokojnega, zelo spoštovanega pediatra ljubljanskega dr. Marija Ovčina. On mi ga je dal. Lovorov sirup proti kašlju, zato da ga lahko in mamice, kot nosečnice in mlade mamice in celo majhni otroci neomejeno uživajo in si s tem ublažijo kašelj. To je glavno. In ta recept, tale trenutek tudi vidimo torej po receptu dr. Ovčina. Krasno. Zato uporabljamo suh lovor. Svež lovor se dobi na ljubljanski tržnici, ga imajo in dalmatinke, ga zdaj prinašajo, posebej pa naši Primorci. Svež lovor je pa zelo pomemben, več stvari imam, poznam še druge recepte, ampak najpomembnejši je zato, ker preprečuje v ekoloških kašah ali pa v mokah, da ste svežga noter, potem se posuši, ampak ne pridajo mokari noter. To je to. Mene doma ni bilo neki cajta in mi je mrgolelo. Ja, mrgolelje tega. To pa nisem vedela, kakšna dobra finta. Se pravi, frišen ga damo noter. Ja, in se posuši in potem čez nekaj časa spet eno vejico vzamete na tržnici in je to. Wow. Meni pa ni bilo jasno, pa kaj dela ta lovor zdaj v vaši kaši, pa v vaši proseni kaši? Evo, lovor torej notri, krasen Vse, tudi v moke. Tudi v moke. Tudi v moke, tudi v moke, pa v stekleno. Ja. Drugače pa ta lovorov sirup, imate recept, ni treba kaj dost razlagati. Svetujem pa tako, kot piše, da se da v posodo z debelim dnom. Tukaj delam edino izjemo, da ne v pološčenih oziroma emaliranih posodah, da spustite 5 žlic sladkorja in ko se to lepo stopi, malo nagnete proti sebi, daste žlico takole gor, da steče, in potem na kuhalnico vlijate vrelo vodo. To je en tak trik, ampak to sem hotela razložiti, da te delavnice, ko jih imam kuhe, so te mali triki, da vam resnično uspe. Mali triki velikanov. Krasno. Prinesli ste tudi en kup enih, vidim tukaj, zelišč. To ima vse svojo vlogo, kaj ne da? Res je. Jaz sem zagovornica tega,
da se začne dobra, zdrava hrana seveda na vrtu, kako z njo delaš. Ampak tisti, ki stanujemo v bloku, posebej mogoče mlajši, so zdaj malo zavedeni, da se da to preživeti, tudi da imajo solato in ne vem kaj, in paradižnik po balkonih, po terasah. Ni dovolj. Jaz iz svojih izkušenj vem, da imam radiča in rukole za enkrat na mesec. Ampak, če imate zelišča skozi celo leto, delate tisto, da ne rabite nobenih imunskih kur, ker skozi se proti nečemu zavarujete. Jaz ta zelišča uporabljam redno, to je prav z mojega balkona. To pomeni k krompirju, ko ga kuhate, vedno vejico timijana, k drugi zelenjavi kaj drugega. To je pa namenjeno, da bi le opozorila, recimo ta zelišča, dobra misel, pri nas jih zdaj to vsi poznajo kot origano, dobra misel, pa timijan mora biti še nekje tukaj le, pa majaron je tudi v tem dobrem kolaču s sirom in zeliščja. In ta kolač, da se naredi mladi mamici. Ja. In to je, če je tako na nizko spečena, je že malo suh, vzdrži 3 dni, če je svež, in to je za tisto malo malico po dojenju, recimo 2-3 koščke tega in čista kurja juha. In zdrži toliko časa. Zdrži. Pri zeliščih bi rekla, tukaj le noter, hvala Bogu, da mi še cveti, to je črna meta in melisa. To so dobri čaji in jaz bi rekla, da namesto poprove mete, ko jo resnično ni dobro uživati v času dojenja, ker ima pač peperminta, da uporabljate črno meto in meliso. Črno meto pa meliso. Ja. Se pravi, v času dojenja, ko je kuhati mamici to. Ja. Super. Tukaj vidimo veliko jabolk. Jabolka so polna različnih snovi, takih in drugačnih, pa veliko jih imamo letos, ne? Ne samo, da jih je veliko obrodila, tudi lepa so. Lepa so. Tako da včeraj sem bila na sadjarski razstavi v Sostrem in so se sadjarji med seboj pogovarjali, da letos so vsi mošančki rdeči, ko običajno niso. To je eno zelo dobro staro jabolko. Ampak tole sem že nasušila za Miklavža, za moje vnučke. Odlično je z teh jabolk, ko so dol popadala. Samo pri jabolkih je nekaj, da jih premalo poznamo. Pri nas so jabolka tako razvita, tako stara kultura je to, da imamo jabolka ob različnem letnem času, to so zimski meseci, ko so ravno prav zrela in takrat za uživanje. In ne potrebujemo čisto nobenega drugega sadja. Jabolko. Recimo rada bi pokazala, tole je boskopski kosmač, ko še ni užiten. Ta bo tam decembra oziroma novembra, decembra. In ga uberemo in počaka in on dozori. In tole je super tudi za otročnico, kajti otročnica je mamica do 6. tedna. Do 6. do 3. meseca po porodu. Po porodu je torej otročnica. In danes v naši oddaji same fine stvari za otročnice, kaj ne da? Razen tega, kar imate pa tukaj, ne? Ja, jaz trdim oziroma zagovarjam to, če se družina dobro zbere in se odloči, da bo vsak nekaj, verjetno je ena od ta ščitak ta glavna, ko bo kuhala, potem se ne govori o tem, kaj mamica ne sme jesti, ampak se tisto hrano prinese, ko jo lahko je, ko je dobro dene. Vmes so tudi kaše, to bi še potem, Zelo je nezaželjeno, ampak to je pa res velik rdeč stop znak je za žajbelj, zato ker ustavljam mleko.
In seveda vse pekoče zadeve, ko so letos, to je sicer ne pekoč feferon. Ampak velikih vidim, da jih kar tekmujejo, kdo ima bolj gajsenga, po domače povedano. Ja, natančno to. Tukaj je v času, ko hranite mamico, je dobro, da je še malo manj zelišč, bolj zadržano v vseh jedeh, ko jih drugače. To čili, feferoni naredijo pa tako hudo otročku, kot bi ga polili s kropom. Se pravi, otročnice ne. In otroci tako tudi ne bodo prišli do njega, ker itak vse, kar spijejo, mislim, povezana sta. Omenili ste prej kaše. Jaz jem vsako jutro kašo. Čestitam. Zelo dobro. Ja, kaša je pač dober začetek dneva. Res je. Je kaša dobra hrana tudi za otročnico? Zelo. Prav na Sorškem polju, ravno v soboto je bil dan prosa v Škofji Loki, ko imam te delavnice, potem se ženske spominjajo, kaj so jim njihove mame, njihove stare mame govorile. Pravijo, mlada mama mora kašo jesti, ampak na Primorskem pa pravijo, polento jo moramo kuhati, polento. Tako da jaz svetujem, da se te kaše malo menjajo, ker vemo, da nosečnice in potem tudi mlade mamice postane njihov okus zelo, zelo izbirčen. In nekaterih stvari, oziroma nekaterih jedi, ko so jih imele prej rade, pa kljub temu, da so dobre, pač ne marajo več. Je pa še nekaj važno, da večina mladih ne ve, kako se te kaše kuhajo. Kupijo in potem skuhajo, pa je tisto dobro ali ne. Tako da jaz na delavnicah vedno napišem, koliko vode, koliko kaše v kakšnem razmerju in koliko časa se kuha. Kako pri ajdovi kaši imate 1:4,5? Ja, natančno to. Ampak to je še vedno, zato je dobro že prej malo poskusiti, od kje to kašo kupuješ. Recimo jaz imam ekološko oziroma celo z biodinamične kmetije. Se mi zdi, da tudi še drugačne takrat, ko je otročnica v svoji fazi, pa res ekološko pa biodinamično, ne? No, saj to je pa ves pomen tega, da če tašči, vsaka enemu tašča, če se skupaj vzamejo, zmorejo to. In to je bilo vedno v Sloveniji. Da ni bila družina, v katero se je otroček rodil sama, ampak so sosedje, sorodstvo, botri mladega para so prinašali hrano. In to dobro hrano in ravno to se imenuje botrinja. Da podariš hrano za mlado mamico. In to je bilo najboljše, kar je bilo, kar se je dalo dobiti. Jaz pravim, da zdaj so časi taki, da če se ne da najboljše, je tudi tisto z trgovine boljše, kot da sploh ne skuhaš. Se pravi, ni izgovorov. Podpreti je treba mlado mamico. Ja, cela skupnost bo za vami in to so te dobre izkušnje, recimo tudi teh mojih tečajnic ali pa poslušalk predavanj. Tole me tudi zanima, ne vem, a je tole sladk ali je slan, je to kakšna paštetka ali pa kaj, to tudi zdrži? No, to je tudi recept, to je slivova krema s skuto. In je odličen naravni laksativ. To je še posebej po porodu, to je velik dogodek in tudi zelo, zelo stresen za telo. In ne poznam ljudi oziroma ne poznam človeka, ko bi lahko v bolnici hodil zlahka na veliko potrebo. Istočasno ima pa same sestavine, ko mladi mami koristijo. To pomeni, suhe slive imajo veliko vitamina B, skuta ima veliko kalcija in dobro je. In dobro je. Odlično, kajti to je definitivno izziv. Kateri, takle na konec najnega pogovora in druženja tukaj ob teh čudovitih dobrotah, ki so namenjeni torej mamicam, ki rodijo, kateri se vam zdi, da je še tak najpomembnejši nasvet, ki bi ga lahko dali za babice, za mlade mamice v temu posebnem času?
to, kar jaz svojima snahama govorim. Če me potrebujete, proste. Zato, ker jaz, kot imam dvema, sem samo tašča. Ja. To je mogoče, moraš biti še bolj pazljiv. Če kaj potrebujete, proste. Ker če bom sama začela to početi, tisto tanko mejo med tem, da si zaželjen in med tem, da si moteč prestopiš. In drugo pa za tašče, da kljub temu, da vas še niso prosili, začnite delati tisto na zalogo, če že veste, da se bo otroček rodil, kar bo dobro delo. In to je mogoče bi za na konec res to omenila. To je čaj iz plahtice. Tukaj imam še posušeno, so mi jo ženske podarile za današnjo oddajo. To je hribska resa, se po slovensko tudi imenuje. In to je eno redkih zelišč, zdajle na pamet, edino, ki ga jaz v Sloveniji poznam, ko ga zelo priporočajo že nosečnicam. Polovico plahtice, polovico rmana, čaj uravnava to skakajočo sliko hormonov po porodu. Odlično. Najlepše hvala za vse te modrosti. Vsekakor se še tukaj uloviva za tem pultom. Še kakšna stvar, pa tudi ne trite /klepet.kavi.si, tudi vse recepte bomo tam objavili, če jih niste ulovili. Sicer pa 026 230 je tudi taka ta prava telefonska številka, če nimate dostopa do interneta, in spremljate oddajo Klepet ob kavi še naprej in delite te nasvete, vse, kar ste dobrega slišali, z drugimi okrog vas. Posebej z bodočimi otročnicami. Ko se mi rodimo, je ko fotografiramo, tiskrat se slika ustavi, in tu smo mi.